Danes vam bomo probali pokazati vsaj del teh točk, ki nas motijo, ki so, lahko rečemo, v sramoto Mariboru, že skozi vsa ta leta, a ne samo v vašem mandatu, pa ne bi bilo pomoten, ne leti to samo na vas. Povedal bom tudi nekaj stvari, kaj bi lahko bilo. Povedali bomo tudi obljube, ki so jih župani skozi leta dali tezno, pa se niso uresničile. Tako da ne bi kaj dosti zavlačevali, najboljše, da se odpravimo na pot. Če sem jaz tako kratko samo, vse te stvari, ki ste noter mnoge zapisali v vaš mail, se v bistvu že 70% stvari se že izvaja. To pomeni, zdravstvena postaja bo, imamo dodatnih 7 milijonov evrov zagotovljenih strani države, potem govora imamo o Kovinaru. Kovinar se bo v naslednjih mesecih uredil, to pomeni spet naš ponos, tako je bilo v vaših časih, kot so bili v mojih letih, tako da te stvari se izvajajo. Tako da bom rekel, več kot 70% stvari se izvajajo, ampak Zdaj, gospod Jenoš, zelo sem vesel, da smo tukaj, zato da se to obvesti ljudi. Gospod Jenoš, stvar je taka, da Tezenčani smo postali zelo skeptični od tega, nekaj se izvaja, nekaj se bo, ker dostikrat je bilo rečeno, jutri bojo se lopate zasadile, pa še danes se niso. Mi bomo verjeli, da bo zdravstveni dom takrat, ko bomo lahko v njega vstopili. Sigurno dvignila tudi vrednost celem območju, če bo to en največjih in najmodernejših zdravstvenih domov, bo 3-krat večji kot oni na Magdaleni, po kvadraturi. Pa že tisti je proti oni baraki, ki je bila prej super. Pa ne zato, ker bi hoteli velikega graditi, ker so potrebe take in vsebine nove in vse, in psiha in ono in druga. In to tudi mi s pridom prodajamo potencialnim investitorjem, ker še so tukaj zemljišča, ki so tudi na dobri lokaciji zaradi avtoceste, da bi lahko nekaj se vzpostavilo. Nismo pa zato, da je bila že samo nekje trgovina, kar bi oni čim prej radi naredili, ampak da bi naredili prostorski načrt, kjer bi bila lahko in tudi trgovina, pa še stanovanja, pa urbani center, družbene dejavnosti. V celoti se podira ograja ob Ptujski cesti, tisti betonski del z namilen in pa ta del pred nami, oziroma za Eurospinom. Nadaljevanje seveda bomo pa to kot celoto, kot športni park razvijali skupaj seveda z tako mestno četrtjo, kot tudi v bistvu z športnim klubom. In na tem primer lahko rečem, da bo to dobre prakse, ker bo tudi JHMB kot skupina v celoti funkcionirala tukaj kot neke vrste spodbojevalec in pa tudi tisti, ki bo pomagal pri razvoju vsega tega in hkrati tudi to neke vrste novi, kako rečem, športni park, ki bo novi stari športni park, ki bo omogočil tudi rekreativnost in pa, bi rekel, vadbo vsem skupinam in pa občanom in občankam. In da bi samo rekel, hvala Bogu, da to še tako je, da imamo sploh to priložnost, ker če bi rekli, kam bomo pa zdaj te vsebine dali, se pa kažejo marsikje v mestu, da smo jih znali ponovno spodbuditi, ne samo na košarki, pa dvorana Tabor, pa atletiko smo naredili, ki ni bilo, se pravi, smo šli gledati in je seveda Kovinar bil nekoč bistveno bolj aktivnim, zdaj treba pač pomagati, zato dajemo in zemljišče in vključujemo fotolokaj, v katere bo možnost zgraditi potem tudi tribune in tako naprej, gremo pač naprej.